Devetčlanska skupina Cherry Wine je bila zadnja, ki je na Blejskem gradu nastopila v okviru letošnjega festivala Bled. Če ste pogrešali pevko Amy Winehouse, ste lahko v tem večeru srečali njeno reinkarnacijo. Maja Predatorija je bila tako prepričljiva, da se je Amy zagotovo nasmihala z one strani. Vprašanje, zakaj ravno Amy, je bilo tako skoraj nepotrebno, pa vendar. Tako smo si želeli, v bistvu v to smer smo šli glede glasbe, nam je to blizu, ne. Tako da bi rekli, da je kar naša glasbena sestra, ne. Ja, Maja je enkrat zapela dva komada od nje in je bilo tako avtentično, da je v bistvu naš Branko Mrak, idejni vodja v bistvu te skupine, skupaj zbral člane, da smo potem kar cel repertoar skupaj spravili, ker je, ne vem, Maja kar prerojena Amy, na novo rojena. Na koncertu smo lahko slišali en lep del Amynega repertoarja, mogoče tudi kaj takega, kar ljudje ne poznajo toliko zelo, pa bodo dobili za to še kak drugačnejši vpogled v njeno delo, na katerega mogoče prej niso bili tako pozorni. A ne? Med številnimi skladbami kontroverzne pevke, ki je rada uživala, ni pa imela pretirane sreče v ljubezni, kot je povedala Maja, sama najraje izvaja. Trenutno Rich Girl. Ja, to je tako neki fresh na naši playlisti, no? Ampak govorijo o tem vsakdanjem življenju, no? Kako se ljudje preveč razdajamo oziroma predajamo materializmu. No? Stop, mislim, gremo stran od tega in gremo dalje, ne? Z čutnostjo in tako, pristnostjo. Duša manjka temu denarju, Ja. Ne, kapitalizem. Dajmo kaj narediti, da bo drugače. At your dance office party, all the movies were blue. You gave them so much heartache, 'cause the guest star was you. You left for London when you were 19. Zaradi vsem znanih razmer tudi skupina Cherry Wine 2 leti ni stopila na koncertne odre. Zdaj, ko spet nastopajo, pravijo. Uživajmo dokler lahko. Še kakšen mesec verjetno, potem pa verjetno bo spet lockdown ali ne vem kaj. Upamo, da ne. Ampak je nekaj je koncertov, no, ampak ni tako zaživelo, kot bi lahko. Se mi zdi, da je nekih 40% manj, kot je bilo sicer v takem obdobju dogajanja. Mislim, dogajanje je, ampak ne toliko v taki obliki, no. Recimo, da je tudi bolj omejeno glede števila obiskovalcev, potem tudi marsikdo si ne upa je to tako organizacijo, ne, dogodkov, ker ne, vse skupaj zelo riskantno za vsakega. Ne. No, bomo videli, kaj bo čas prinesel. Cherry Wine trenutno že ustvarjajo svojo avtorsko glasbo, ki jo nameravajo predstaviti kot svoj naslednji projekt. Njihova pevka Maja je sicer tudi pesnica. Sem napisala pesniško zbirko, ja, leta 2014 sem jo izdala pri založbi Visibilija. Zdaj pa tako, no, malo manj pišem, ker zelo veliko delam. Evo, sem tudi lastnica bara, no, tako da vse živo se lotimo, ne, ljudje. Pridite v Bregin. Ja, cele. On tudi prostovoljc, ne, društvo Duh časa, ti tudi prostovoljno očetuješ doma. Vsak ima veliko dela, ne, tudi brez tega, ampak to je tisti filter, ki nas rešuje, ne. Ja. No, ko ste omenili ta Bregin, vi imate tam tudi poletje v Kotu. Ja, tako. Kako vi mislite, ne vem, zdaj mogoče Bled pa Bregin nista ravno primerljiva kot kraja, ampak kar se tiče tega povezovanja skupnosti pri takšnih dogodkih, glasbenih ali kakšnih drugih, kaj to prinaša skupnosti? To zelo bogati skupnost, no. Zelo bogati in ljudje so žejni tega, da skupaj delajo in da skupaj uživajo na teh dogodkih in to rabimo, ne, smo socialna bitja. Odpira priložnosti, odpira nova vrata, ne, za karkoli, ne, kar se sicer sploh ne bi imelo priložnost zgoditi, tako se pa ljudje povežejo, najdejo skupne ideje, interese in zato so te dogodki toliko pomembni, ne. Eno je seveda, da se ponudi neka kulturna vsebina, drugo je pa, da so ljudje skupaj in da ne, pač skozi mogoče
to vsebino najdejo še kakšen višji smisel. Umetniški vodja Jernej Brance je zadovoljen z letošnjo izdajo festivala Bled. Predvsem pa je izpostavil lansko leto, ko so kljub vsem težavam festival uspeli obdržati. Bi si v letošnjem programu želeli še kaj več od videnega? Sigurno bi si želeli več, ampak v okviru teh možnosti, ki jih imamo zdaj, v sodelovanju z Zavodom za kulturo, ki se mu seveda zahvaljujem za podporo, je pač bil to maksimum, ki smo ga lahko naredili, ampak se veselim, da pač srce bije. Zdaj vi ste v tesnem stiku tako z mladimi, ki pridejo na mojstrske tečaje, ste tudi profesor v teh tečajih, pa tako s profesorji, ki poučujejo o tem, tako z glasbeniki, ki pridejo koncentrirati. Kakšno je bilo razpoloženje letos na festivalu? Ja, jaz sem vesel, da smo razbili to apatijo, pa se reče depresijo, in življenje gre naprej. Hvala. Ja, kar vi...